Vizualizacija je verjetno tisti del projekta, ki začnejo stvari, o katerih smo sam razmišljali, pa se pogovarjali, ki začnejo dobivati neko oprijemljivo podobo, kjer si lahko človek predstavlja, kako bojo stvari izgledale, ki si jih je prej zamislil. In je tudi dostikrat presenečen, ker stvari izgledajo drugače, kot pa si jih je človek zamislil. Ampak zato, da smo zbrali vse naše ideje in potrebe in jih nekako preslikali na to staro hišo, smo najeli arhitekta. Ta nam je naredil oziroma nam je pomagal narediti idejno zasnovo, tako da je zrisal celo hišo, tako od znotraj kot od zunaj. In v bistvu zdaj sledimo tej idejni zasnovi. Navdih iščeva oziroma navdih najdeva veliko na potovanjih, kjer potujemo, veliko v državah, kjer smo živeli. Potem konkretne ideje, konkretne rešitve, naprimer, pa mislim, da je zdaj kar kombinacija velikih enih medijev. Sigurno je Pinterest je en velik source, knjige za notranje oblikovanje, naprimer, in slovenske in tuje, pa odprte oči imamo, pa ušesa. Mislim, da sva se mogoče zato, ker sva skupaj toliko časa, so dejansko prišla kar na isti okus, oziroma obema je všeč ti dodatki starinskega, ampak ne da bi bil to večina, ampak da to res samo en tak dekor dodaten. Rada ima oba dva res masiven les, rada ima svetle stvari, da v bistvu nekako s svetlimi stvarmi kombinirava, pa malo ta skandinavski, tukaj Boštjan rekel, verjetno je tudi to vpliva, ki so živela v tujini. Jaz mislim, da to, ki so živela v tujini, ker sem videla veliko enih različnih slogov, pa s potovanji, ko so potovali, pa vedno rada prinesla kakšne spominčke iz potovanj. Mislim, da glede tega imamo kar podoben okus, ampak je druge kakšne razmike. Nekaj pohištva za hišo definitivno bova prinesla s seboj, se pravi nekaj, kar sva v Nemčiji nakupila v tem času, ko smo živeli gor, tudi po kakšnih sejmih rdečega pohištva. Nekaj bova začasno imela, dokler ne bo prišla do najnega izbora, tudi nekaj, kar mogoče nama ni najbolj po okusu, ampak bo začasno v redu. Vse, kar so pa na novo delali, bo pa najin cilj največ preko mizarjev, ki razumejo, pa ki začutijo tudi to klasičen stil. Za stroške Boštjan naredil eno tabelo, ki spremlja v bistvu vsa dela, vse ponudbe, več ponudb in potem tudi rečemo potrjene ponudbe oziroma tudi že plačane stroške. Noter ima tudi ceno, naprimer kopalnica, niso pa vsi, definitivno niso vseh stroškov pohištva noter, to vse pride še on top. Jaz na drugi strani pa spremljam bolj prihodkovni del, da vidimo, kje, kdaj bomo prišli do te točke, da se bojo lahko pokrili vsi izdatki. Plačevanje računov, naročanje gradbenega materiala, izdelkov in podobne stvari. Moram reči, da je zelo priročno uporabljati mobilno bančništvo, ker to pomeni konkretno, recimo čisto v primeru, da jaz lahko nekemu izvajalcu prek telefona plačam neko broj, za katerega smo zmenjeni, oziroma ki je izkaz bil narejen, da je narejeno, lahko kupujem opremo ob 11. po noč, takrat, ko pač imam čas. Sploh nekdaj sem nazadnje, da nisem plačala kaj prek telefona. Mislim, da ključno pri tej notranji zasnovi prostorov je najprej, da najdemo nekoga, ki bo znal naslišati, pa to v bistvu dati na papir kot v obliki idejne zasnove in potem to idejno zasnovo še obogatiti s našimi lastnimi željami, stilom, z uporabo drugih različnih medijev.